Spoštovani predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaž Čas, spoštovane veteranke in veterani, cenjeni predstavniki drugih veteranskih organizacij in združenj, spoštovana gospa poslanka, spoštovana generalna direktorica policije, dragi gostje, spoštovani gospe in gospodje. Izjemno čast mi je, da vas, zbrane goste, lahko nagovorim na slovesni akademiji o 25-letnici Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Četrt stoletja je pomemben mejnik na vaši poti, ob katerem se lahko s ponosom ozrete v pretekla leta in potegnete črto pod svoje bogato delovanje. Združenje Sever je v svojem bistvu veteranska organizacija in predstavlja odločilno vez med veterankami in veterani v celotni državi. Vendar pa ste že pred časom presegli te svoje okvire. Danes ste namreč zelo prepoznaven in uveljavljen del slovenske civilne družbe, v katerem ste predvsem ključni nosilec in vir zgodovinskega spomina na dogodke ob nastajanju naše lastne države, Republike Slovenije. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je praktično vsa srednja in vzhodna Evropa kipela od neustavljivih in glasnih zahtev narodov, se je tudi na slovenskih tleh že oblikovala resna in nedvoumna težnja po korektnih spremembah in po korenitih spremembah, po drugačnem, novem, demokratičnem, po svoji lastni, predvsem pa suvereni državi. Odločilno vlogo pri njenem nastajanju na prelomu desetletja ste imeli takratni miličniki, skupaj z delavci organov za notranje zadeve, s katerimi ter s civilnimi prostovoljci na terenu in s prebivalci Slovenije, ki so nesebično sodelovali z vami. Z neustrašnostjo in srčnostjo, predvsem pa z vašo modrostjo in pogumom, ste kljubovali brezobzirni oblasti in vojaški sili takratne države ter omogočili varno in stabilno okolje demokratičnim procesom in razvoju moderne in samostojne ter demokratične Republike Slovenije. Žal je osamosvojitvena vojna za seboj pustila tudi grenke spomine. Terjala je žrtve, tudi med našimi sodelavci, prijatelji in sorodniki. A zato znamo le še bolj ceniti njihove takratne napore in prizadevanja. Njihova žrtev ni bila zaman in vedno se jih bomo spominjali kot junake, ki so umrli v boju za svojo domovino, za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Vse to so zgodovinska dejstva, neizbrisljiva in nedvoumna. Nanje ste člani Združenja Sever upravičeno ponosni. Vse nas pa danes že skoraj 30 letja državljane Republike Slovenije navdajajo z iskrenim spoštovanjem. V ključnih trenutkih ste bili na ključnih mestih in sprejemali odločilne poteze. Vaša domoljubna dejanja pa so imela tudi pomemben vpliv na razvoj države. Tu imam v mislih predvsem vaš dragoceni prispevek modernizaciji in razvoju Ministrstva za notranje zadeve in slovenske policije ter njunem podpiranju navzven. Ministrstvo za notranje zadeve kot državotvorni resor z Združenjem Sever tesno sodeluje že vse od njegovih začetkov, kar je pravzaprav logično in pričakovano. Varnost je namreč eden prvih in ključnih pogojev za razvoj države in družbe, njeno odprtost in uveljavljanje v mednarodnih povezavah, pa tudi za rast in delovanje njenih prebivalk in prebivalcev. Prav vi, veteranke in veterani, pa ste k varnosti veliko pripomogli. Slovenske policistke in policisti pa jo vsak dan uspešno zagotavljajo ne samo našim prebivalcem, temveč posledično vsem prebivalcem regije in celotne Evropske unije. Spoštovane veteranke in cenjeni veterani, v 25 letih ste si svojim delovanjem zagotovili ugled v slovenski družbi in spoštovano mesto med veteranskimi organizacijami. Postali ste nepogrešljiv in verodostojen sogovornik, kadar beseda nanese na začetek demokratičnih procesov na slovenskih tleh in na osamosvojitev naše države, Republike Slovenije. Res je, z leti se lahko marsikaj spremeni ali prilagodi
tudi pogledi se lahko nekoliko obrusijo ali pa morda priostrijo, vendar pa morajo bistvo in osnovna vodila ostati nespremenjeni. In to je tisto, kar je vaša največja vrlina. Še danes vas, tako kot ob nastanku vašega združenja, odlikujejo predvsem enaka temeljna načela. To so pristno domoljubje, predanost demokraciji in zvesto zagovarjanje osamosvojitvenih vrednot. Iskrene čestitke ob obletnici vašega združenja in moj globok poklon za vse vaše dosedanje prizadevno delo v korist države Republike Slovenije in njenih državljank in državljanov. Hvala vam in srečno, Slovenija!